Danes smo se zbrali na Jelovici v okviru projekta Jelovica, da dejansko pomagamo gozdu k obnovi. Jelovica, to, kar vidite okrog, so še vedno ostanki monokultur smreke in seveda so zaradi tega te gozdovi veliko bolj neodporni na vremenske ujme in potem na napad insektov. Torej, v okviru projekta izvajamo na 10 hektarjih sadnja 24 tisoč sadik. Da bomo pa primerjali tudi, kako bo ta sadnja uspešna v primerjavi s tem naravnim pomlajevanjem gozda. Sadnjo izvajamo na zemljiščih, ki so pravzaprav v lasti različnih lastnikov gozdov. Hkrati seveda tudi z njimi delamo v Zavodu za gozdove, izvaja tudi ozaveščanje, usposabljanje, kako je, kaj je pametno saditi, kaj pravzaprav, na kakšen način, kje in tako naprej. Tukaj vidimo lesene ograje, to je predvsem na območjih Natura 2000 in tam, kjer imamo prisotnost koconogih kur, divjega petelina, gozdnega jereba. To je z namenom, da se v primeru trka, ker v žičnato ograjo imamo znane primere trka in se kura zaplete in lahko tudi umre oziroma poškoduje. In je treba čim bolj prispevati s to pomočjo, ki jo gozdu, pa da ne škodujemo drugim vrstam. Projekt smo pripravili pred 2 leti z Zavodom za gozdove, območno enoto Bled, Zavodom za varstvo narave, območno enota Kranj, Občino Železniki, Cipra Slovenija, Cipra International, Razvojna agencija SORA je pa dejansko bila idejni pobudnik tega in koordinator projekta. Jaz sem zelo vesela, da smo se zbrali z vsemi projektnimi partnerji na območju Jelovice in da bomo vsi skupaj aktivno prispevali k obnovi gozda na Jelovici in s tem tudi ozaveščali ljudi, ki živijo na tem območju, kako je treba z gozdom ravnati in da vsi lahko prispevamo k temu in da se tudi zavedamo, koliko je Jelovica pomembna, koliko nam lahko da. S tem namenom je seveda treba prispevati z našim znanjem, pomočjo naravi, da se bo lažje obnovila, pa da bomo pomagali, da se bo obnovila čim bolj naravno pestro in da bo v naslednjih 100 letih bomo prispevali k temu, da bo čim manj takih ujm